ena zadeva, no, ki bi se jo jaz lotil ali pa bi jo predlagal, en tak konfigurator, kviz, ki se uporablja v določenih industrijah, pa tudi tukaj bi se. Zdaj, če malo to pojasnim, zakaj je to dobra zadeva. Ti recimo imaš zelo velik nabor koles, ki jih lahko kupaš, glede na to, kakšen budžet imaš, glede na to, kakšne tipe nekih kolesarskih tur delaš, a si, ne vem, malo ta gravel, pa greš malo po makadamu, pa malo po cesti, pa delaš več vzponov, a si zelo mountain biker, pa to furaš. In skozi nek tak kviz uporabniku daješ tako zelo veliko informacij, ga pelješ skozi to, ga sprašuješ podrobnosti, v smislu tudi, da veš njegovo velikost, težo, zato da mu znaš predlagati, če boste pa vzeli zdaj tak Scott kolo, ta model, to pomeni pa za vas okvir L, boljši in tako. In mu znaš te stvari razlagati. Zdaj seveda vse to, nekdo da kar nekaj dost efforta v to. In zdaj, zakaj kviz je boljš, kot pa če daš sam nek pop-up, pa rečeš, dajte mi e-mail, pa nekaj vam damo zameno, je zato, ker boš zbral vse te podatke zadaj, na katerih boš pa naprej lahko serijo dobrodošlice, ali pa rečeš te prve kampanje, ki ti da nekdo kontakt, seveda za ta kontakt pa moraš nekaj dati, ne. In zdaj ti rečeš, ok, daj mi e-mail, ne, ja ti mi zdaj tale report poslal, ki smo ga mi sestavili za vas, zelo personalizirano, ven ga bomo tudi v vaš account shranili, če želite, pa damo vam še 5 do 10% popusta, koliko se odločite za nakup pri nam kolesa. Zdaj to je malo odvisen, zdaj koliko si lahko prvoščo, pa recimo, da tam nekje, moraš dati nekaj zelo konkretnega, da je pol to narediš. Zdaj, drug tak kviz, če rečeva malo drugačen pogled, je, da greš v segment električnih koles, pa rečeš, ali sem jaz, ne vem, tem, ker živim, lahko uporabljam električno kolo kot alternativo avto, ne, a se mi to zdaj splača, ali ne. Malo gre to v kontekst tega, ker zdaj tudi bo veliko subvencij, zato da se boš lahko peljal, vsaj so zelo omejene za mestna kolesa in tako, ampak recimo je nekdo v neki taki percepciji, pa rečemo, da za tako kolo si se pripravljen tudi iz Ljubljane peljati pol na Gorenjsko, da ga kupaš, zaprav bi lahko tudi uporabnike, ki so recimo ali pa Kranj in okolica, Ljubljana in okolica na govoru, se pravi, ni to tako, da zdaj, ok, bo online začel, pa še offline zaključil. In taki kvizi, no, so zelo uporabni za oglaševanje. Tako, ljudje se radi engagejo v neke kvize, konfiguratorje, radi te zadeve pogledajo, kje pravzaprav oni so, kaj za njih dobro. Ti imaš pa tudi možnost, veš, komunicirati feature, neke prednosti skozi to, kar vprašanja lahko narediš. Vem, da zavisno, ko je bilo enkrat za zavarovanje, ni nujno, da vprašaš, da je točno, ali rabiš kasko za to pa to, ampak je mogoče vprašanje za divjad, recimo, ne. Ali se veliko voziš skozi, ne vem, gozdove ali pa območje, kjer je, ne vem, velika, pogosto naseljenost neke divjadi, in tako malo drugače vprašaš stvari, ker ljudje mogoče ne vejo, zdaj rab tak menjalnik, ampak ve pa, kaj on dela. Tako bi se jaz lotil zdaj to prvo zadevo, cilj je dobiti kontakt in GDPR soglasje, da lahko potem naprej, na podlagi vseh podatkov, ki smo jih zdaj zbrali, delamo neke kampanje.